Pozdravljeni, z vami sem Minka Marija in ja, danes tako. Imela sem svetovanje, toliko sem se nasmejala, ker kaj jaz sploh delam na svetovanjih. A veste kaj, saj ne vem, če sem že kakšen video sploh posnela v tej smeri. Ko pridejo ljudje k meni na svetovanje, jih pač vodim, ampak preko intuicije dobivam slike in vpoglede v njihova pretekla življenja. Se pravi, na nek način berem energijsko polje tega človeka, berem auro, pa ne auro, prav DNK duše berem in pridejo tako smešni programi ven, da vam povem, jaz se do solz nasmejim. Recimo, ta zadnja stranka, gospa. Gospa ne more shujšati, že leta se ukvarja s tem, da pač ne more shujšati in če že shujša, se vedno zredi naprej. Nazaj, v glavnem ne naprej, nazaj pridobi vso težo. In v glavnem njeni programi so: moram biti debela, da sem neprivlačna za vse moške. Potem eno teh je, moram imeti maščobo zaradi tega, da skrijem svoje ženske obline, zato ker ženske, ki kažejo obline, so manipulatorke. Pač jaz nisem manipulatorka in bom poskrbela za to, da se skrijem za oblinami. Vse ženske, recimo pa zdaj v tem življenju se je izbrala žensko telo, so manipulatorke. In ona pač poskrbi, da ni podobna ženski. No ja, je ženska, močno ženska energija, ampak tako pač, da se lažje napravi v kakšna ohlapna oblačila, da skrije, da je ženska. V glavnem, če imate neke posebne take programe, zanimiv. Ena od zadnjih strank je prišla, jaz potem pozabim, sem tako kot zlata ribica, strah pred vožnjo. In se je izkazalo, da v enem od življenj videla sem kočijo, ki je zgrmela v prepad, tako kot Grand Canyon. Tisti voz na konj ali pa vol, niti ne morem reči, kaj je bilo vpreženo, ampak velbi je imela tista kočija in so šli noter v prepad in ona je hroma obležala tam od spodaj in se ni mogla rešiti. In v tem življenju ima grozen strah pred vožnjo in začne jo boleti v križu. In njo ni strah prometne nesreče, ampak to, da se ponesreči in da bo nemočna, da bo trpljenje, da jo bo bolelo, da vse to. In v glavnem potem se je pokazalo, zdaj vse ostala življenja sem pozabila, ampak tako neverjetno je povezano s tem, kako se sestavljajo pretekla življenja prav preko tega, ko imamo neko težavo in jo potem ozavestimo. Zanimivo, kako ta žarek gre danes čez mene tukaj. Zanimivo, očitno neka energija, ker nimam gledala tam, pa kar nekako se sveti noter v kameri. Zanimivo. No, v glavnem, če vas pokliče kdaj, da pridete na svetovanje, 2 uri traja, me pač pokličete in se domenimo. Zdaj pa pejmo na nekaj pozitivnih sporočil. Kaj je ta trenutek za vas, ki to gledate, za vas stare duše, pomembno, da slišite, da ozavestite? Če dajete, boste dobili. Bogastvo. Bogastvo je povezano, obilje vedno s tem, da najprej daš. Najprej poseješ, potem dobiš. Najprej vsadiš, potem pobiraš pridelek. Dajanje in obilje, se pravi, če vi želite imeti finančno obilje, nehajte stiskati. Plačajte vse tiste račune, ki jih imate za plačati, ker kdor stiska, ne more imeti do obilja. A veste, kolikrat jaz dobim tako informacijo, tako, ne zadržuj denarja, plačaj račune sprot, ne zadržuj denarja. In vemo, da bolj, ko poslušamo neke novice, bolj ima človek občutek, da moramo je prišparati za slabe čase. Ampak treba je upuščati nadzor. Kaj vas nadzoruje? A veste kaj? Strah. Strah vas drži točno tukaj noter, v teh okovih. Manipulacija strani teh temnih sil je povezana s tem, moram biti v strahu, ker ljudje, ki so v strahu, take je lažje voditi. Tako da, zanimiv, denar, strah, nadzor. Denar je nadzor. Preverite, če imate mogoče za preveriti, denar je slab.
ali pa denar pokvari človeka, ali pa moram imeti za slabe cajte, ne? Če morate imeti za slabe cajte, verjemite mi, si jih boste ustvarjali, zato ker slabi cajti, se morajo pokazati, da boste lahko tisto porabili, kar imate za slabe cajte. Moj program glede denarja, glede obilja je tako kot nek dan in noč. Moram dati, da lahko pride nov dan, in ko plačam račune, pride nova energija in teče, tako kot neka neskončnost, ki se ponavlja. In ujetost v pretekla življenja. Zanimivo. Če ste ujeti v pretekla življenja, kar se tiče, dajmo zdaj prav skopuštvo, prav denar, fizično preživetje, ste lahko povezani s tem, da se vam neprestano nekaj dogaja, ki vam kaže, kje je vaša rana. Ta trenutek se na splošno čistijo okosteneli vzorci, ki grejo preko fizičnega nivoja ven in lahko se vam kar naenkrat pokaže neka bolečina, lahko povezana z sklepi, z nogami, z limfo, z oteklinami. In če se vam čistijo okosteneli vzorci, vas lahko naenkrat začne nekaj boleti, pa klima, po moje klima, da mene to rad boli. Ne, mogoče je pa čas, da date kakšen okov stran. Zdaj, kako dajete okove stran? Zdravilna molitev dekodiranja sigurno deluje. Ker vsi smo svet. Prihaja nova zemlja in verjamem, da v tej novi zemlji se ustvarja prostor dobremu človeku. Zdaj se nekaj čisti čez mene, ker te energije grejo čez mene, zanimivo. Pretekla življenja in takrat samo zakuha ta energija, se samo čisti, skuri. In ko se skuri ta energija, dobesedno gre tako kot balonček. Poči in samo gre skozi mene. Tudi to delam na osebnih svetovanjih. Točno vem, kaj pomeni delovati skozi svet energiji. Svet energiji je zanimiv. In danes, a veste, kaj mi je rekla soseda? Joj, veš, Minka, ti si pa zbrala res dobro tržno nišo. Tržna niša je duhovnost pa zdravje. A jaz sem to zbrala. Čakaj, jaz delam 30 let in pred 30 leti sem začela prodajati prehranska dopolnila. Ne zato, ker je to tržna niša, ampak zato, ker mi je prišlo to pod roke in sem rekla, bom probala. No, se je ratalo to tržna niša. Zakaj se ukvarjam z duhovnostjo? Zato, ker sem videla, da jaz rabim nekaj, da bom držala svojo glavo nad gladino, ne pa tržna niša. Zakaj sem napisala karte prehoda v novo dobo? Ja, zato, ker je šla informacija skozi mene, ampak ne zaradi tržne niše, ampak zato, da bom jaz lahko zjutraj vzela karte in rekla, stvarstvo, kaj je ta trenutek zame? Pomembno, da slišim, ozavestim, da vem, kakšno je danes moje sporočilo. Odpuščanje karte. Odpuščam si in odpuščeno mi je. Zdravilna energija teče skozi vse moje odnose. Se pravi, odpuščanje je temelj za moje pojme. Sejem semena ljubezni. Naj Kristusova ljubezen do določene osebe napolni moje srce. Ljubezen presvetljuje vse moje odnose. V moje življenje priteka nova energija, ki prinaša pomlad na vsa področja. Dovoljujem in sprejemam čudeže. Nebovzeti mojstri te podpirajo. Podpirate vse stvarstvo in zavedaj se, ti si ljubezen. Ti si narejen iz ljubezni, vibracija tvojih celic je ljubezen, vse v tebi je ljubezen. In bolj kot vibriraš v tej vibraciji ljubezni, večja je tvoja moč. Dovoljujem, da sem kanal, preko katerega se na zemljo steka ljubezen. In to je naprej molitev svetega Frančiška. Kjer je obup, naj bo vera. Kjer je tema, naj bo svetloba. Kjer je žalost, tam naj bo veselje.
Naj bo vsako bitje na svetu blagoslovljeno ter prežeto z veseljem, toplino, nežnostjo, naj bo polno zdravja in lepote. Stvarstvo mene podpira in stvarstvo tebe podpira pri potovanju v srce. In ja, to, kar delam zato, ker verjamem, da ko pomagam ljudem prečistiti njihove kode pomanjkanja in pomagam, da se njihovo srce, njihova vibracija tako poveča, da drugače ne more biti, kot da se širi svetloba. Tukaj na zemlji. V to verjamem. Ne pa v tržno nišo. Verjamem v to, da širim svetlobo. In verjemite mi, tudi vi širite svetlobo. Ja, življenje je lepo. Še eno sporočilo. Dajmo, tale ven gleda. Karma. Karma. Čiščenje karme. Dvakrat je prišlo preteklo življenje. Glejte, pretekla življenja in čiščenje vzorcev, temnih vzorcev. Svobodna si, svoboden si, ti, ki to poslušaš. Osvobajaš se starih vzorcev, ker tega ne potrebuješ več. Osvoboditev 43 karta. Čas je, da odstraniš vse stare vzorce, da prečistiš vsa nezdrava prepričanja, da sprostiš vezi in nemir, da se osvobodiš. V tvojem srcu naj bo mir. Lahko premagaš svoj največji strah. Svoboden si, svobodna si. In spet, stvarstvo te podpira pri potovanju v srce. Ne pa tržna niša. Stvarstvo nas vse podpira pri potovanju v srce in to vam želim. Veste, tam, kjer je energija srca, tam ni prostor za manipulacijo. Tam, kjer je energija srca, ni prostor za zlorabo, niti informacij, in tam, kjer je vibracija srca, tam absolutno vlada 100% poštenje. Tako da to vam želim, in s tem si boste naredili prostor za obilje v vašem življenju. 100% poštenje. Tako da, ja, uživajte. Vse dobro vam želim in naj se zgodi v vašem življenju čudež vsega dobrega. Uživajte.